Ker si bi radi pogledali, oziroma ker bi radi računali z množicami intervalov, si bomo najprej pogledali, kaj sploh lahko delamo z dvema množicama med seboj. Recimo, če imamo množico a, takole, naj bo to ta množica, pa naj bojo recimo to večkratniki števila 3. Na drugi strani pa imamo še množico b, v katerem so pa večkratniki števila 2. Pa recimo, da vidno manjši od 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. In zdaj me zanima, kaj je v preseku teh dveh množic. Prav prva operacija je presek množic. Presek označimo tako a, pa narobe obrnjen u, a presek b. No, v preseku dveh množic so takšni x-i, za katere velja, da je ta x element prve množice in hkrati tudi element druge množice. Kaj zdaj to pomeni? Če bi narisali zdaj ta krog, s katerim smo ponaredili množico, imenujemo tudi Venov diagram, presek je tale delček tukaj noter. Tukaj notri morajo biti tisti elementi, ki so v obeh množicah. Pa v obeh množicah 12, pa 6. In zato bi presek bilo napisano 6 in 12. Tukaj v množici a bi bili ostali elementi, 3, 6 je že, 9 je, 12 je. V množici b bi pa napisala 2, 4, 6 je, 8, 10, 12, 14. Eto. In to, kar je vmes, je presek množic. Se pravi, v preseku so tisti elementi, ki so hkrati v eni in v drugi množici. Kaj pa unija? Unija se pa označi tako kot črka u. Unija. So pa v uniji tisti elementi, za katere velja, da so ali v prvi množici ali v drugi, lahko pa tudi v obeh. Če zopet pogledamo za te dve množici, najlažje bi bilo, da si kar narišemo zopet takole. V preseku že vemo, da sta 6 pa 12, to je a, to je b, 3, 9, 2, 4, 8, 10, 14. In unija je kar vse. Se pravi, unija so vsi elementi, ki so v eni množici, drugi množici ali pa v obeh množicah. Potem je naslednja operacija razlika. Sem zopet naredila Venov diagram za dve množici, tukaj že vem, da je 6, 12. V množici a sta še 3 pa 9 in v množici b so 2, 4, 8, 10, 14. Recimo, da moramo izračunati razliko, to pomeni a minus b, včasih to napišemo tudi tako a brez b. Boja je razlika. Kaj naredimo? Napišemo tiste elemente, ki so v a, niso pa v b. To pomeni, da elemente, ki so v preseku, damo v stran. To so recimo v našem primeru 3 pa 9. Če bi pa imela b minus a ali pa b brez a, bi pa pogledala, kateri so elementi, ki so v b-ju, pa niso v a-ju. Se pravi, to je bilo pa tole. B brez a bi bil pa elementi 2, 4, 8, 10 in 14. To je razlika množic. Imamo še komplement množic. Če je naša množica a množica večkratnikov števila 3, takole, manjših od 15, kaj zdaj a komplement? Pri komplementu je pomembna tudi osnovna ali univerzalna množica. Ponavadi narišemo s kvadratom, pa napišemo u kot univerzalna. In zdaj, če so množica u vsa naravna števila, množica a pa so samo večkratniki števila 3, je komplement, če je to množica a komplement so vsi tisti x-i, za katere velja,
da so v univerzalni množici, niso pa v množici A. Prav, niso element množice A. To pomeni vse, kar je zunaj. Izven množice A. To je komplement množice. Pa še recimo podmnožica pojem. Podmnožica je pa vedno takrat, ko imamo recimo najprej množico A, naj bo to recimo števila do 5, množica B naj bosta pa samo 2 pa 3. Se pravi, v tem primeru je množica B podmnožica na stran obrnjene množice A. Zato, ker so notri takšni elementi, ki so v B-ju, ampak vsi, ki so v B-ju, so hkrati tudi v A-ju. Eto, tukaj imamo zdaj to še malo drugače prikazano, se pravi, presek množic, to, kar je v obeh. Unija, kar je v eni ali v drugi. Razlika, lahko tudi tako, je v eni, ni pa v drugi. Kompliment pomeni, da je v univerzalni množici, ni pa v množici A, se pravi v bistvu zunanjost neke množice, in podmnožica, to pomeni, da je ena množica manjša od druge množice. Zdaj to lahko uporabimo tudi pri računanju z intervali. Recimo, da imamo takole. Interval od 3 do 7, naj bo pol odprt, pa dajmo presek od 5 do 12. Kako bi zdaj to naredili? Najprej bomo narisali realno os, označili noter nekaj teh številk, se pravi nič moramo označiti, recimo, da je to 3, potem je tukaj 6, 9, 12, pa še številka 7 je pomembna, če je tukaj 6, je tukaj 7, pa še številka 5, če je tukaj 3, je 5 tukaj. Tako. In zdaj bomo najprej narisali ta interval, in sicer ga bomo narisali z modro barvo. Od 3 do 7, 3 je zaprt interval, zato je trojka zraven, lahko je pikica ali črtica, pa do 7, 7 pa ni zraven, zato bo odprt interval. Potem pa bomo narisali še drugo, od 5 do 12, 5 je zopet zraven, pa do 12, 12 ni zraven. In zdaj pogledamo, kje je oboje, eno in drugo, in vidimo kmalu, da je to pač od tukajle do tukajle. In zapišemo, se pravi presek pomeni, da se prekriva. In presek teh dveh intervalov je, kaj dobimo? Aha, začne se pri 5, pa 5 je zraven, pa do 7. 7 je pa puščica. Če pri enem puščica, je tudi v rezultatu puščica, zato je okrog. Gremo še kakšen primer pogledati. Recimo, da imamo od -2 do 4, presek od -1 do 4. Prav zopet označimo številsko os, nota. Zdaj gremo -2 je tukaj 1, 2, -2. In tukaj vidimo, da je krogec, da je zraven, pa do 4, 1, 2, 3, 4. 4 je tudi oglat oklepaj, tudi krogec je tudi zraven. Se pravi, to je tole. Zdaj pa še od -1 do 4, tukaj je -1, -1 je zraven, pa do 4, isto mesto. In zopet, kje je oboje? Oboje je od -1 do 4. Lahko imamo tudi unijo. Recimo, če imamo od 3 do 5, unija od 2
do 7. Pa zopet označimo. Nič, označimo dvojko, označimo trojko, pa petko in 7. In zdaj od 3 do 5 je od tukajle pa do tukajle, to je tale delček pa puščice. Potem pa od 2 do 7 je pa tole. Zdaj piše, da mora biti v enem ali drugem, pardon, pri 2 je pikica, ker je oglat oklepaj. Kaj je v enem ali drugem? Ja, od 2, s tem, da 2 je zraven, pa do 7.